Ok, lepo pozdravljeni, se slišimo? Ja, super, krasno. Mogoče se kar vsi, dajte se ozvočiti, vsaj za začetek, se ne bo za neke sile, Barbara še prihaja. Dobro. Mogoče počakamo še ne 2-3 minute. Ne vem točno, kdo vse pride. Pa da. Zviča nobenega ne pričakujemo več. Barbara nas je presenetila. Ja, Leo, res. Ok. Živjo. Zdravo. Barbara, si v redu? Je bilo že boljše, ampak bo. Hvala. Ja, bo, ok. Kar meren zgledamo, glede na to, da nas zdaj. Ja, ne. Ja, virus bo šele v četrtek, ne? Danes ni še Ja, več. imamo še čas. Ja. To ni jutr, ne. Ja. To ni bilo včeraj. Mene kar malo zvija vse skupaj. Zato smo čisti. Ja, sej. Gledamo svoje misli. Spokojno pomirjeni, ne. Dobro, če pa zdaj nimamo prakse, pa ne vem, kdaj jo bomo Zdaj dobili. glih to, ko vem, kva me čaka. Ja. Ja, otroci spet doma. Juhu. Ne, pa vse tele, pa čakanje pa vse. Ja. Ponovi vajo. Ja. Ja, nič bomo začeli, ne. Zdaj, plan današnjega izobraževanja je pravzaprav, meni se sicer zdel precej osnoven, ampak vseeno, no. Tudi ne vem, kaj bomo v resnici počeli toliko časa, ampak ok, se je predviden, da jaz bi ga zastavil tako, no, da mogoče predelamo v resnici ta navodila, ki so objavljena bila na intranetu, torej gre za navodila za, čakajte, da vam jih tule pokažem. Gre za tale navodila za prikaz, v bistvu, za prikaz koledarja MKL Zoom in pa v bistvu potem nadaljnjo rezervacijo, vpis, torej v bistvu gre za vpis v koledar, vpis nekega dogodka, sestanka oziroma srečanja, ki ga predvidevate, vpis v koledar, označitev, kateri ta Zoom račun želite uporabljati in pa potem nadaljen postopek tega, kako pridete do dogodka oziroma kako se ustvari dogodek, kako se dobi vsa potrebna gesla in pa podatke za srečanja v samem Zoom dogodku. To je v osnovi pač tisto, kar smo si zamislili, da bi zdaj predelali. Naslednja, pa gremo če nazaj, za začetek. Potem pa bi v bistvu nadaljevali mogoče s tem, da se naredi en tak kratek presek tega, kako se Zoom uporablja, oziroma če imate, jaz bi mogoče tu bolj apeliral na to, da zastavite kakšna dodatna vprašanja, glede na to, da mislim, da smo zdaj že nekako relativno vešči uporabe tega Zooma in da ne bi štartal od samega začetka tega, kako se pač v Zoom prijavi, kako sprejme udeležence in to. Mislim, da bi bilo povsem lažje, če bi se zastavila konkretna vprašanja, oziroma če se komu bo zdelo, da ima dovolj, da od tiste točke dalje ve, kako stvari strežejo, pač se preprosto lahko reče, da bo odšel in da bo odšla in to. Da ne bomo nategovali in natezovali neke stvari. Ok, zdaj mi mogoče vsi, sam povejte, a ste si dodali že ta MKL-jev Zoom koledar v svoje koledarje? Si kdo tega še ni? Ok, v redu.
Dobro. No, potem mogoče vseeno gremo pač na hitrico čez tole. Mojca je dvignila roko, da si še ni dodala, pa dajmo en tak pač hiter presek tega, kako se to naredi, da ne bo potem kakšnih, pač da to pofočkamo, no, čisto preprosto iz tega. Torej, bom še enkrat podelil ta slon, pa da ima zdaj pa tega. Ok. Tole so ta navodila za prikaz koledarja Zoom MKL, ki so objavljena tudi na intranetu. Torej, pravzaprav se pač koledar Zooma dodaja tako kot vse ostale koledarje, tiste, ki so v skupni rabi, ki jih želimo, ki jih pač v bistvu delimo med sabo oziroma dobimo potem kasneje tudi neka pooblastila, da jih vidimo. Torej, gre za to, da vodje, smo ravno kar prejeli mail, da imamo sestanek ob 10. Ste opazili? Krizni štab. Do 10. zaključimo. Torej. Tale koledar se pravi, se v bistvu pač prenese tako, da gremo v Outlooku, zberamo tale gumb koledar, torej zdaj pa mogoče jaz vsem podelil raj takole. Bo verjetno lažje. Takole. Zdaj pač vidite vsaj en del mojega Outlookovega maila, ampak dobro, ni tako sile. Torej, za dodajanje koledarja se zbere tole ikonco, torej pač da v bistvu tukaj, da pridemo na koledarje. In potem, spravi, pridemo na koledarje, zdaj gremo mogoče pač v mail, takole, se zbere koledarje, se da odpri koledar, oziroma pač ali v bistvu ja, odpri koledar iz seznama prostorov ali pa iz adresarja, torej pač lahko se v bistvu zbere, kakor se želi. Jaz bom ga dal kar tukaj iz adresarja in potem se zgoraj v iskanje zbere MKL Zoom. In tukaj je, se ga označi, tukaj da se v bistvu izpiše v koledarju in pa v redu. In potem je koledar dodan med mojimi oziroma vašimi koledarji. Jaz ga zdaj ne bom dodajal, ker ga že imam. Tukaj moje, jaz sem si ga pač dal v bližnjico in je tukaj v tem delu, poleg mojih koledarjev, je tukaj. Drugače, običajno se vam pa postavijo te stvari v tele koledarje v skupni rabi. Zdaj, lahko bi, pač stvar je v bistvu premakljiva. Jaz ga lahko recimo z levim klikom ga vzamem in ga prestavim recimo sem med koledarje v skupni rabi ali kakorkoli. Tako, no in ko ga označite, se vam v tem primeru pač odpre tale v bistvu naš MKL-jevski Zoom koledar, kjer imamo mi označene načeloma vse pač trenutno vse dogodke, ki potekajo preko Zoom srečanj v MKL-ju. Včasih se sicer zgodi, da mogoče kakšen umanjka, no, ampak načeloma bomo sledili, da temu ne bo tako in da bodo vsi vpisani. Bodite pozorni zdaj pri tem, ko vnašate vi neke podatke, oziroma ko imate vi ta koledar, morate biti res pozorni, da se vam odpre koledar MKL Zooma. Včasih se lahko zgodi, da imamo naprimer, ne vem, odprt še potem takole še en svoj koledar, pa imamo, ne vem, če mi bo odprl, koledar prireditve Vič, pa še, ne vem, PS3 učilnica, ok, se po večini so zdaj prazni, ne. In potem se nam te zadeve začnejo majčkeno takole prekrivati in je kar naenkrat precej podatkov, da imamo res takrat, ko vnašamo v nek ta Zoom koledar resnično odprt tudi Zoom koledar, da ne boste vnašali v svoj oseben koledar, oziroma si potem lahko v Zoom račun vnesete in vnesete v svoj oseben koledar srečanja ali kakorkoli. No? Da imate resnično odprt, zdaj v tem primeru tule, vidite, MKL Zoom, ne? Da lahko pač se klika med ostalimi zavihki. Jaz samo običajno takrat, ker resnično vnašam odprt zgolj ta MKL-jev Zoom
koledar. Postopek vnosa samega dogodka je pač običajno kot vnos v sam koledar, torej, postal se. Takole, date pač lahko tukaj zdaj novo srečanje oziroma nov sestanek. Jaz običajno kar kliknem na recimo na sam dan, da se vam odpre tale ikonca za dodajanje koledarja, za dodajanje nekega dogodka. Zdaj, kar je ključnega pomena, je v bistvu to, kako vi kategorizirate sam vnos. Vnos naredite tako, pišete zadevo, praviloma so zadeve opisane kar po principu samega naslova dogodka. Jaz se zelo trudim, da so vnešeni po nekem principu, recimo, če gre za dogodke, torej dogodke prireditve izobraževanja, da je vnešeno noter po v bistvu organizatorju. Torej, če je organizator knjižnica Prežihov Voranc, mi je v resnici fino, da se pač v tem primeru bi napisalo pač za vnos dogodka KPV, tako da se v bistvu že v osnovi točno vidi, če bi prišlo do kakršnekoli zadrege, da je na primer, ne vem, nek dogodek organiziran ob 6 in predviden konec dogodka ob 8 in potem se ob 8 nek dogodek nadaljuje, in če pride do kakšnega zapleta, da bi se bodi si pač, ne vem, dogodek podaljšal ali pa da že v štartu mi vemo, naprimer Jan ima neko potopisno predavanje v KPV-ju med 6 in 8, pa imam potem jaz ob 8 naprej še nek dogodek, recimo literarno novinarstvo na istem Zoom računu, jaz mogoče pač prej že Jana kontaktiral in rekel, glej, Jan, sem to te opozorim, jaz imam potem dogodek, glej, da se boste pač, ne vem, uredili samo srečanje do tega, da bo recimo do 10 do 8 konec, da so v bistvu že takoj na prvo asociacijo. Zaradi tega, naprimer, pač običajno jaz zapišem takole, ko tudi organiziram neko srečanje KPV ali pa THL in pa naslov dogodka, da se pač to ve, potem se vnese tu pač časovno obdobje, kdaj se bo Zoom račun potreboval, naprimer, ne bomo rekli med 13 in 14:30. Pri nekaterih stvarih oziroma tam, kjer se mi zdi naprimer pomembno ali pa čisto iz tega naslova, da če bi slučajno kdo kakorkoli, ko bi si ogledoval, potreboval še nek kontakt, lahko je zdaj naprimer tu vnešeno res KPV in naslov dogodka. Jaz dostikrat, če dobim še kakšno informacijo ali pa napišem potem tu še spodaj v samo opis, naprimer, kdo bi lahko bil kontakt za sam dogodek, da se ga dejansko kontaktira. Nazadnje lahko bi zdaj to iz KPV-ja bodi si organiziral Jan, lahko bi Barbara, lahko bi Katarina, kdorkoli. Je mogoče pa se zapiše še nek kontakt, kdo je tisti, ko je to, da bi mogoče že med sabo. Jaz bom že vedel, če se boste obrnili name, ampak če bo pa naprimer, ne vem, še Eta nekaj iskala, pa bo rekla, joj, tole je pa direkt Jan, pa bom se mogoče direkt na Jana obrnila, ne da gre potem neki, pač naprimer, ne vem, zdaj name ali pa na Barbaro in potem se tu vse krož. No, kaj je pa v resnici pač tisto, kar sem že v začetku povedal, da je pomembno tale kategorija, kako se vi organizirate neko srečanje, nek dogodek in potem ga morate še barvno kategorizirati. Zdaj, glede na to, da je Zoom računal kar nekaj, smo pač naredili kar pestro barvno paleto tehle barv, da že v štartu vidimo, kam kakšna stvar sodi. Vi samo zberete neko kategorijo, recimo, če bo šlo zdaj, pa bomo napisali takole, KPV pa, ne vem, bomo dali od Ljubljane do Skopja, recimo, gre za potopisno predavanje, in kategoriziraj in bom zdaj v tem primeru naprimer zbral račun MKL, KMO, nič1, torej v bistvu Zoom račun in se bo obarval. Lahko
Lahko se vam zgodi, da bi se boste naprimer odločili, ok, tole, potem bo pa prišlo do spremembe, pa rekli, joj, ne bom rabil tega Zoom računa, ampak bom dal kar tegale. Če boste samo označili, boste obe kategoriji. Torej, morate recimo kategorijo odznačiti in potem drugo. Lahko jih je več, zato potem pride včasih lahko do zmede. Ne. Če jo označite, jo potem morate tudi odznačiti. Pa dajmo močno stran, torej MKLKMO1. Ok, to. Shrani in zapri. Zadeva je vnešena v koledar, tukaj le spodaj jo vidite. Torej, šlo ne bi za neko podpisno predavanje v petek ob 13. 2. april. Ja. Pravi, to je to. Zdaj, zakaj so te barve? Zaradi tega, da pač račune med seboj ločujemo, da že na prvo tukaj, če dam 24. marec, tole je že bilo, pa dam dnevni pogled, je šlo kar za nekaj dogodkov, ne? In da se že med sabo že kar čim prej ločijo in vejo, tudi vejo, v bistvu, kjero uporabniško ime in kjero geslo se bo potrebovalo za en sam dogodek. Roka, lahko vprašam? Ja, seveda. Kaj pa sestanki? A se to tudi vnaša noter? Ja, sestanki se tudi vnašajo. Ja, v bistvu je tako, večino sestankov, oziroma vsaj, če jaz dobim kakšno zadevo oziroma pobudo za sestanek ali pa pač prošnjo za rezervacijo računa, ga vnesem. Gre namreč za to, ker je včasih, je fino, da so te stvari vnešene, da slučajno komu ne skočiš noter. Ne? Sej je jasno pravilo, da če nimaš kaj iskati na računu, pač ne iščeš. Ne? Zakaj bi potem pač v bistvu vskočil noter? Je pa dostikrat tako, da jaz recimo v tistem času, ko jaz v koledarju vidim, da ne potekajo dogodki, recimo pač delam statistike, podatke, analize za nazaj, recimo obiska in vsega tega, lahko tudi vnašam v sam Zoom račun evente noter za naprej in bi se pač mimogrede lahko zgodilo, da komu vskočam v nekaj. Ne? Zdaj, dobro, če gre za nek interni sestanek, se pač ta zadeva, predvsem manj usodna, kot če resnično vskočiš v neko predavanje ali pa nek referat nekoga. Ne? Zato je res fino, da so te stvari vnešene, mogoče pač dolgoročno tudi čisto iz tega, da bi se videl nek, ne zaradi tega, da se vi pač koliko se dela, pa kaj se dela, ampak čisto iz tega, da bi mogoče že dobili en tak presek tega, koliko računov je potem dejansko v uporabi, oziroma ko bo mogoče enkrat v neki svetli prihodnosti konec te apokalipse, ko bomo začeli tudi ukinjati določene račune in jih pač vsaj zdaj na dolgi rokih, toliko kot jih imamo, ne bomo potrebovali, da se potem ve, kjere račune se začenja ukinjati oziroma koliko manj jih rabimo, ne, in kako bi lahko dogodke, ki jih imamo, res potem začeli čim bolj optimizirati na čim manj računov. Zato, in pač, če pa jaz tole zdaj zaprem, pa odprem spet tale drug del, ki je tole. Share. Ok, to smo zdaj obdelali, tole smo tudi. Rok, Ja? jaz nimam dovoljenja za ustvarjanje vnosov. Aha, ok. Daj potem pa kar pošlji Niki mail, da ti to uredi. A to bi mogli vsi imeti ali kakšen je ključ, kdo zdaj ima? Glej, ključ je tak, da so v bistvu vodje in prireditvenik je bil prvotni ključ. Se pravi, Je pa, ja, to je pač to, ki so v bistvu vnašalci, no. Primarni. A veš, za kar vse smo rekli, da ne, da bi zdaj pač kar vsi, ker tudi ni potrebe, ne. Oziroma je fino, da če pač naprimer nekdo, ki bi si ga sicer želel, ne vem, bodi si za sestanek nekega, naprimer bom zdaj rekel, ne vem, da bi Ana Zdravje želela imeti nek interni sestanek, da mogoče pač apelira naprej na Marjeto in da se to uredi, ne. Mirno pač pošlji Niki, da ti to preveri. Meni se je zgodilo, da sem imel, potem je pa Nika nekaj preurejala in se kar naenkrat ostal brez vsega. Okay. Ja.
to. In zdaj postopek je pa tak, vi vnesete noter svoj dogodek oziroma pač neko željo po srečanju, in potem vidite, pač v koledarju že vidite, kdaj ga boste lahko, kjer Zoom račun je prost, vi označite, katerega od teh Zoom računov po kategoriji bi želeli pač uporabiti in potem pošljete neko obvestilo, pač v bistvu obvestilo, da ste to naredili, zdaj bodi si na moj, na Alešov ali pa na Matejin od Mateje Lesar mail, odvisno od tega, katero stvar želite. Malo smo si pač razdelili te zadeve, čisto iz tega, da je stvar lahko zajezena, torej tu pa vidite v bistvu, kako je to skrbništvo nad preglednico Zoom. Torej, Aleš Klemen in pa jaz imava pregled nad tem Zoom računom MKL Zoom, torej to je v bistvu ta splošni in je tudi tako poimenovan, gre za sestanke, za zunanje sestanke, za kolegi in za neka srečanja. Ta Zoom je v osnovi primarno resnično namenjen kolegiju in pa potem mogoče po večini stvari, tako da če organizirate kakšno srečanje, ki ga organizira knjižnica, mogoče pa za zunanje, ni stvar zdaj tako hermetično zaprta v smislu, da je zgolj za to in to. Če je zadeva prosta, vi samo pač pokontaktirate in ga lahko uporabljate. Če bi se zgodilo, da so vsi računi zasedeni, se v resnici tudi ta račun pa se že nekajkrat uporabil tudi za kakšno prireditev ali kakorkoli. Zdaj ostali računi so nekako pokategorizirani potem. Torej MKL dogodek, so spletni dogodki, je v bistvu za dogodke. Potem je MKL izobraževanje, pa izobraževanje 2, torej to sta dva računa. Tale je OI, drugačen zaradi tega, ker je to prvi Zoom račun, ki ga je MKL dobila, in je pač ima zdaj tako osnovo, ker je vezana na ta mail OI-ja, torej računalničarjev. Se pravi ta dva in vsi ostali 1, 2, 3, ki so še tole, torej KMO 1, 2, 3 je pa v osnovi bilo zamišljeno to, da bi vsaka knjižnica mestnega območja dobila en Zoom račun, pa smo se potem odločili, da v resnici pa pač tukaj pa pretiravati spet ne rabimo s temi računi, ne? Da se bo prah na njih nabiral. Torej so namenjeni temu, da gre za interne sestanke, za dogodke in izobraževanja. Običajno jaz razporejam stvari po tem principu, da najprej dam če so vsi ostali računi polni, torej MKL dogodek, pa potem, če je pač ta poln, potem začenjam polniti v bistvu tega, torej MKL 1, MKL KMO 1 in potem, če je ta zaseden, napolnim naslednjega, torej dvojko. Po tem principu nekaj računov, en račun še je, ki ga tu ni umeščenega, torej to je račun moj, ki je v bistvu vezan z Arnesom, ki smo ga kasneje dobili s strani ministrstva. Tega običajno jaz uporabljam za dogodke Trubarjeve hiše in pa Otona Župančiča, tako da so v bistvu te računi, ki jih zdaj vidite tukaj, vsaj vezane za dogodke in prireditve in izobraževanja po knjižnicah, po večini prosti oziroma se mogoče uporablja 2-krat, 3-krat na mesec. Zdaj neka moja v bistvu čist pač apel oziroma sugestija je ta, da resnično ločujte mogoče med sabo, da pač si recimo zberete, ne vem, tale račun MKL KMO 1 za neke dogodke, sestanke, ki se v bistvu navezujejo na srečanja po knjižnicah, v bistvu po knjižnicah mestnih območij. Tako da to je v osnovi to pravilo. Fino je, da vi to vnesete, da kategorizirate in potem pokontaktirate bodi si mene, bodi si Aleša Klemna ali pa Matejo Lesar, odvisno od tega, kaj bi želeli. Lahko tudi pokontaktirate mene, če pač ne veste, pa bomo že najdeli neko rešitev.
dajte poskušati uporabljati recimo res te račune, enko, dvojko pa trojko za dogodke, za srečanja po knjižnicah, tudi če gre za neke sestanke, torej da boste rekli, da bi imeli na primer dopoldne vi sestank s tisti, ki organizirajo pravlične ure pravljic oziroma izvajajo ure pravljic ali kakorkoli, lahko pa tudi za neka zunanja srečanja, torej če se dogovarjate za dogodke, za nekaj. To običajno sta ta dva računa, torej izobraževanje in pa izobraževanje 2, resnično bolj vezani na ta izobraževanja mestne knjižnice, torej to, kar že zdaj poteka, in pa potem izobraževanje torej učnega centra ali pa v bistvu za zaposlene ali pa za uporabnike. Tako da, če boste imeli vi kakšna izobraževanja po knjižnicah, dajte mogoče pač res v tem primeru uporabiti račun 1, 2 ali 3. Sicer zdaj prav velikih izobraževanj v bistvu ni organiziranih, no pa vseeno, pač to še nič ne pomeni. Ne? Tako da to je v osnovi zaključek teh drsnic, kar se tiče uporabe Zoom računa, in tu bom zdaj naredil, kar se tega dela tiče piko in se vrnil nazaj. Zdaj pa sledijo vprašanja oziroma kakšni pomisleki. Jaz imam mogoče vprašanje časovnice, se pravi, če imaš, ne vem, sestanek napovedan ob 10 ali pa kar že rezerviraš ob 10, a rezerviraš 10 do 10 oziroma kakšne so? Ja, načeloma je kar fino recimo rezervirati vsaj 15 minut prej. Gre za to, da je, pač ni fino, ne? Če se dogodek začne ob 10, Zoom dogodek začne ob 10, potem si pač rezervirajte tudi toliko prej, ker bomo oziroma si boste tudi v Zoom računu organizirali pač prej. Jaz v Zoom računu dogodke praviloma pišem kar za pol ure prej. Razen, če gre za neko stvar, ko pač gre včasih malo za nohte, torej ne vem, da prej, ko smo imeli manj računov, je res šlo tako, ne, da če je bil dogodek med 6 in 8 in sem si jaz potem zadevo čisto preprosto isto naredil kot pri dogodkih v živo, ne. Če si imel dogodek ob 6 in naslednji dogodek ob 8 v dvorani, ti je bilo jasno, da se mora dogodek ob 6 končati ob pol 8, da ti pobereš ljudi ven, da prezračaš in narediš situacijo novo za druge goste. Ampak glede na to, da zdaj teh računov je dovolj in da nam ne bo tekla voda v grlu, ni take panike, ampak vsem si pa pač računite, rezervirajte toliko prej, kakor vi predvidevate, da boste prej prišli noter v sam Zoom dogodek. Tukaj v koledarju v resnici v bistvu ni toliko pomemben, bolj je važen, kako se bo stvar odvijala v Zoom srečanju. Jaz sem zdaj pač v naš Zoom prišel, ne vem, 5 minut do 9, ne? Ampak včasih je pa le fino, da če gre za nek dogodek, da mogoče goste povabiš prej, vsaj 15-20 minut prej, da imate nek pomenek še, kako bo zadeva potekala in potem zalaupate v živo. Tako. Barbara? Ja, seveda. Zdaj razumem prav, lahko sami si rezerviramo ta koledar, ne? Ker Ja. pač določeni v območni enoti. In če prav razumem, mi prednostno zbiramo tiste, ki so KMO, tiste 3. Tako, ja. Prednostno tiste pogledamo. Ja. Lahko. Pa vedno potem obvestimo pa nekoga od... Ja. Obvestiti v bistvu čisto iz tega naslova, da se pač vidi nek pregled, kaj se dogaja, da ne bova zdaj recimo, če mi dva zalešam, vsak dan pač osveževala svoj pogled na koledarju, da vidiva, kaj je. Pa se ne gre za to. Gre v bistvu bolj za to, če bi prišlo do kakšne zmede, zbrke, kako se jo lahko čim prej reši. Zato je fino, resnično v tem primeru tudi, kar je Vesna rekla, dobro vnašati vse, tudi sestanke, da ne bo potem, da se ne zgodi to, da komu v bistvu skočiš oziroma ti že pošleš link enega srečanja, poj pa panika, kar naenkrat, ker v bistvu ne moreš vstopiti noter, zaradi tega, ker že neko srečanje poteka.
No, pa zdaj vsi tisti, ki boste gesla in uporabniška imena se ne spreminjajo, ostajajo ista. Ampak mogoče vsaj v tem primeru, da se tudi vi pošljate kontakt, da vam in jaz vsakič znova, tudi tismu, ki je že večkrat rezerviral, že večkrat sodeloval, pošljem še enkrat uporabniško ime in geslo, da je ta stvar ažurna spet, ne? Da ni potem tako, joj, tam nekje je, ne? In seveda, ko iščeš 5 minut pred 12, ti gre ponavadi tako vse narobe. Jaz bi imela tudi še eno Ja. vprašanje. Kar. In sicer, recimo, enkrat imam sestanek na KMO1, naprimer, drugič pa na KMO2. In Ja. potem zadnjič, recimo, se mi je zgodilo, da sem imela že odprej, si je Zoom zapomnil, na katerem sem bila prijavljena, in potem sem toliko časa tenstala, da sem našla, kako preklopiti. Ja. A je kakšna bližnjica? Ja. Zdaj, bližnjica je v resnici v bistvu ta, da ti zdaj ponastaviš svoj pač browser, ne? Da si ne zapomne uporabniških imen in računov in se vsakič znova pač vpisuješ. Zdaj, druga varianta je pa ta, da ko greš iz Zooma, se pač odjaviš. In potem, ko greš znova noter, se prijaviš tistim računom, ki ga pač želiš. Ker je, ja, običajno je tako, da jaz zdaj pač, ker imam bližnjice že in v bistvu upisane noter in uporabniška imena in gesla, bolj kot ne vseh teh naših Zoom računov, se vedno odjavim in vedno znova prijavim, ker je odvisno pač s katerim nastopam, ne. Zdaj sem pač trenutno nastopam s tem, ko bom šel ob 10 na sestanek, bom pač šel z drugim, ne, ker se potem tepe, ne. Zdaj recimo Vesna je prijavljena z računom Mestne knjižnice Ljubljana, ta trenutek. Kar pomeni, da si Ja, pač ker mi ga je pač... Ja. In to se zgodi, pač vi ste upisani noter, se brskalnik zapomni in ko kliknete na povezavo, da se priključite dogodku, se boste priključili s tistim računom, ki je. In meni se je to enkrat zgodilo, ko sem vodil izobraževanje in pač preko tega MKL izobraževanje računa in je bila ena od naših kolegic že prej prijavljena v sam dogodek s tem računom in je bila ona tudi host dogodka, kar pomeni, da sem se jaz kot v bistvu akter prijavil in nisem imel nobenih pravic. Sprejemati ljudi v dogodekih kakorkoli, ne deliti zaslon in to. In tudi v resnici sem jo mogel poklicati in rekel, da naj se odjavi, zaradi tega, ker je niti dol nisem mogel vršiti, ker je imela ona vse pravice. Pač zadrega je lahko precej hiter, ne. To pa tu je, ja. Maša, jaz te nisem nič slišal. Ne slišimo te. Na chat napiše. Ja, mogoče napišeš v sporočilo. Ni pa zdaj neke tragedije, no, recimo, pač tudi če se, recimo, zdaj tako, ko je Vesna prijavljena z računom Mestne knjižnice Ljubljana, se lahko nekdo drug še vedno prijavi s tem računom. Recimo, zdaj lahko bi bili zdaj tu med nami 4, ki bi bili prijavljeni z istim računom Mestna knjižnica Ljubljana. To omogoča, sicer pravice Zoom dodeli samo tistemu, ki se je prvi prijavil, ni pa fino, da bi se to zgodilo, ker sploh, če se recimo dogaja to, da potem srečanje tudi se snema in podobno, Zoom se lahko pač malo zmede potem, ne, in ni fino. Aha, Maša je meni poslala kar mail. Opala. Če je že kdo imel Rastem s knjigo ali uro pravljic preko Zooma,
ure pravljic preko Zooma imate vi, Nataša, prvs, ne, za Bežigradom, jih Laura izvaja, in pa Barbara Marinčič v KPV-ju Maja, ima Cici Uhca, ne. Cici Uhca ure pravljico pa posnet. Ja. No, pa v Pionirski je pa krasno izobraževanje za vzgojitelje Cici Uhca in je velikanski obisk in je Kristina Piko zelo zadovoljna nad Zoom možnostjo, da res zelo pohvali udeleženke tudi. Tako število je, kot v normalnih razmerah težko dosežeš. Lažje je priti, ne? Tako da res vse pohvale. Jaz bi mogoče pa povedala samo glede Rastem s knjigo. Pri nas Veronika Vurnik-Škrabec, mislim, da tudi v navezavi s Kristino Piko so šli v neko zgodbo vnaprej narejenega nekega filmčka. Zdaj ne vem, v kakšni fazi to je, lahko se pozanimam, lahko pa Maša mogoče tudi kontaktiraš našo Veroniko Vurnik-Škrabec, pa ti bo dala vse informacije v zvezi s tem. Da bi pa v živo imeli prek Zooma, to pa ne, nekako vsi, ki to izvajajo, pri nas so ugotovili, da mogoče je boljš, da naredijo filmček in si otroci pogledajo, dijaki, no, takrat, ko imajo čas. Se mislim, da tudi kako pa drugod po na Viču pa za Bežigradom Rastem s knjigo se ne izvaja, ne? To je čisto informativno. Rastem s knjigo je zdaj se samo posneli filmčke tako za osnovno šolo, kot za srednjo in se zdaj nekako v procesu pač, da dobijo vsi, oziroma večina so že ostali, pa še danes jutri knjige pa filmčke in bodo sami potem nadaljavo naredili stvari. Tako da ta ogled knjižnice je nekako filmčkom. To na Viču Mansa je pač pripravila en nastop, se je posnela na ta način, kakor jaz vem. Ni pa šlo v živo z nikomer za Ja, seveda. Ok. Maša, v redu? Mojca, mikrofonček si prižgi. Ja. Mojca, tu spodaj imaš, čisto levo spodaj v vogalu. Evo, pa si. Aha, zdaj se me sliši, ne? Ja. Mi smo tudi hoteli narediti filmček pa tako, ne? Samo nimamo nobenega, ki bi to posnel, oziroma imamo samo telefone. A mi lahko, ne vem, zaprosimo MKL, ne vem koga, da bi prišel to pol posnet k nam, ali kako je s tem? S tehnično podporo. Pri nas smo tudi vse s telefoni naredili. Aha. Pri nas se je pa prek Zooma sama sebe je posnela nastop. Plus en programček je še bil, da je na prosojnici kazala pač določene stvari, no. Tako, ampak brez zunanje kamere. Ste s telefonom snemali? Ne, na Zoom. A ja, tako direkt, aha. Ja. Kamera pač iz računalnika. Tako, ja. Aha. Delila ekrana, ne tako, kakšen PowerPoint oziroma neko Ja, pa pol PowerPoint, ja. In pa so še en programček našli, no, da se je videl, da se je snemalo predvajanje PowerPointa. Fajn. To je pol en program dodaten še. Lahko, to sta Manca pa Kristjan pol skupaj, no. Te rabil, se lahko mogoče na Manco obrnete, Ratkovič. Ja, mogoče je pač ta zadeva, da se preko Zooma posname kar zelo uporabna, ne, se dovoljuje. A veš, pa tudi resolucija Mojca je precej dobra, ne. A je, ne vem, jaz sem gledala, je. Nekaj prek telefona snemali, pa tako, no, pa slika je v redu, ne, ampak zvok je mogoče majčkeno slabši, ne. Sploh, ko smo malo dol, pa malo, a veš, stojiš, pa govoriš, pa mahaš, pa tako, pa se mi zdi, da se zvok malo zgubi. Verjetno se da to tudi kako izboljšati, ne vem, ne, nismo še. Veš kako, tu se pol treba vzeti pač neke stvari tako malo v obzir, ne, da seveda pač je kvaliteta slabša, logično, pa da če se gre snemati, da se proba snemati v čim manjši sobi, da čim manj odmeva, da se zvok ne zgublja in podobno. Ja, no se. Pač potem neke tiste. Če pa karkoli rabaš, pa glej, mislim, pač bomo,
če ne drugega, vsaj za kakšno sugestijo ali pa kaj pa zagotov, kar pokontakteri. Ja. Dobro, še kakšna? A ste že vsi probali rezervirati si kakšne dogodke dajte pač to, če ne drugega, vsaj za simulacijo, rezervirajte kakšen dogodek v koledarju, da vidite, če to gre, če to dela, da ne bo pač, da imate že vnaprej, če ne pa kar nekaj pišete, da vam to pogleda. Za eto sva že imela, da nekaj ni delali takrat, ne. In pač tako, da se vse da, ne, sej tudi, če vam trenutno, če pač, ko boste res rabili ali pa je želja, pa da vam slučajno koledar ne spusti čez, pač pošljite mail, pa bom jaz rezerviral, ampak ravno toliko, no, da je vse urejen, da ni nekih po nepotrebnih korespondenc pa dogovarjanja. Jaz bi sem nekaj še vprašal. Ja. Zdaj v bistvu, ko imamo več računov, ne? Jaz sem imel do zdaj vse preko spletnih dogodkov na tistem računu, pa v bistvu imamo eno bralno skupino, tako da tisto bi pol itak lahko dali na enega od KMO računov. Lahko, ja. Zdaj, ko imamo v bistvu dogodke že ustvarjene, pa v koledarju so vnešeni, ker sem pač zmer preverjam, da ni nobenega v tistem terminu na tistem računu, lahko pustimo za april. Ja, seveda, ja. Za naslednjo naprej se pač uporabi še vse račune. Ja, dober, Jan, da si tudi to omenil. Nekaj stvari je že na Zoom računih določenih, ki mogoče ta trenutek po tej novi razdelitvi ne sodijo. Ja? Torej, recimo na tem računu za izobraževanje je, mislim, da bralna skupina knjižna doživetja knjižnice Bežigrad, ampak je bila ustvarjena že od samega začetka in je ustvarjena tudi po tem principu, da ima ponavljajoči dogodek in vedno isti link za srečanje. In zdaj, če bi jo jaz prenesel na nek drug račun, se ta link srečanja spremeni. Pa smo rekli, da naj pač ta stvar vsaj ostane, dokler se nek cikl ne obrne, torej do poletja, ko se zadeve zaključijo in potem, ker ni zdaj, što bi šlo res potem za neko nesmiselno kompliciranje. In, če bo pa jesenno zopet ista zgodba, kot jo imamo, bomo pa pač zapeljali na drugačen način po tej kategoriji, pa drživo pesti, da ne bo. Ja, Itakar. Če tako razmišljam, recimo, se pravi, če imamo eno stvar, naprimer, sestanek, ki ima kolegi, tako, kot si rekel, ponavljajoča se stvar, ne? Pravi, jaz dam, ne vem, za jutri dam tako, ko smo se danes delali, te obvestim in ti kreiraš to povezavo, ne? Tako, ja. Verjetno označiš potem ponavljajoči se dogodek, če ti jaz povem, ne? To se pravi, jaz naslednjič dam spet to v koledar, te, mislim, obvestim te ali te nimus potem, pa lahko to isto povezavo uporabim, ali tako. Veš kako, če se mi dva vnaprej dogovoriva, da je to ponavljajoč dogodek se, ne? Potem v bistvu ti že imaš v Zoom računu je vnešeno noter kot ponavljajoč se dogodek in se pač ve, da je, ne? Ja, natančno datuma še naprej, ne? Ja, to je, sej, veš, lahko se v Zoom račun naredi ponavljajoč dogodek, ki je nekategoriziran. Torej pomeni, da pač ti samo imaš ponavljajoč dogodek, nimaš pa definiranega datuma pa ure. Te dogodki so praviloma pokazani, ko greste vi v Zoom račun, ko imate pač tam med srečanja, ne, so te dogodki pokazani čist na koncu vseh srečanj. Torej, zdaj, če ima račun, ne vem, 3 dogodke, bo pač ta 4. Če ima Zoom račun 25 dogodkov, boste mogli pač listati po straneh in boste vršli čist na koncu. Tako sem, na primer, rezerviral srečanja za Cici Uhed za KPV, ker jih je pač precej in so nekategorizirana, sicer datumi so, ampak je Maja potem rekla, da ne ve čisto točno, a bo takrat ali ne. In takrat pač v bistvu zdaj ta dogodek je, v Zoomu je, ampak vsakič znova ga pa jaz v Zoom koledar Outlooka pa vpišem, kdaj bo, ko je stvar dogovorjena. Kar pomeni, da midva bi se lahko zmenila in ti naredim Zoom srečanje, nekategorizirano, torej datumsko in pa časovno, link bo tam nekje na koncu, v Zoom koledar
boš pa Outlookov koledar boš mogla pa pač vsakič vsa srečanja vnesti, ne, da se potem pač ve, ker je to tista primarna zadeva, ki nas vodi do tega, da rečemo, lahko ali pa ne. Razumem, ampak to me zanima, če lahko isto povezavo uporabijo potem. Ja, lahko uporabiš isto povezavo, ja. In tudi takrat pač načeloma, me ni treba vsakič znova obveščati, ker če je pač noter, a veš, jaz verjamem tu, da delamo, da si pač ne bomo mešali štrene po nepotrebnem, ne pa da pač zdaj treba vsakič meni, pa da bom jaz preveril, če ste res vnesli, pa dobro, saj nekaj zaupanja pa moramo imeti. Ne, saj ni mogoče, veš, glih zmeri nujno, da potem ti spet kreiraš, ne? Ja, to pa zagotovo, za neke take zadeve bi bilo verjetno smiselno, sploh delovne skupine ali pa mogoče pač za neka srečanja, tako kot je kolegi ima isti link, ne, vsakič je isti in pa če gre za res redna srečanja, je fino, da je mogoče ta zadeva, ne, tudi za iste udeležence. Hvala. Prosim, ja. Še kakšna reč? Ne. Potem pa, zdaj pa ne vem, pač zdaj nekateri boste ali pa bomo mogli iti, no se jaz načeloma pač bo verjetno tudi fino, da pridem tja. Če je še kakšno vprašanje, z veseljem, se imamo še 10 minut. Zdaj pa, če bi bil, ali slučajno kdo izmed vas bil še zainteresiran za to, da se naredi en pač tak hiter presek uporabe samega Zooma? Ja, jaz. Ja, okej. Glej, a je kakšna varianta, da se recimo dobimo potem ob 11 nazaj? Jaz imam drug sestanek že ob 11. Aha. Mislim pač ja. Jaz bom šel kar v bistvu lepo izposojo, ker tisto sem že... Ja, saj ti si pa že tudi, Jan, ti že tudi vodiš dogodke, tako da koordiniraš, tako da mislim, da ni potrebno. Če pač ima kdo opcijo, pa bi želel, da bi se recimo lahko dobilo ob 11, ko mi zaključimo s tistim sestankom, ali pa ne vem, Vesna, ali pa ob 12 recimo, kako ste pa ostali? Zmerno ob 12, jaz bi mogoče tudi. Ja. Mojca? Lahko. Ja, ok, pa rečemo ob 12, pa se na hitro dobimo, pa naredimo še en tak hiter presek tega, kako se pač dodaja, pa mogoče tele, kako se razdeli v sobe, ko so breakout rooms, pa tako, no. Mogoče taka reč. Ja, dobro, prav. Jaz predlagam, da se dobimo kar na tej isti povezavi, jaz jo bom na novo zalaufal ob 12, pa se vidimo. Hvala. Ja, čau. Ja. Predvidevam, da bomo sami štirje, ker je Barbara Marinčič se opravičila, je rekla, da ima precej dela po sestanku. Da se vse uskladi. Rok, jaz sem tle, veš? Ok, super. Se opravičujem, pojem zraven, veš, zato me ni na sliki. Okay. Moram pojesti. Dober tek. Drugač pa ne, brade, da me glih, a veš. Ok, ja. A to pol avtomatsko, ker je tu tak? Slika izklopi, ne, če ješ?
Ja, mogoče, ja. A res? Da zazna. Veš kaj, me pa zanima tole, kako daš uporabnike, mislim, kako daš jih v sobce pa to, no? Zato Ok, ja, prav. V redu. Ok, pa bi pa jaz mogoče res sam za začetek par stvari povedal, pa bomo pa, ko bosta pa vidva Eta pa Miro, tako da se v ta priklopila zraven, vam bom pa jaz kar podelil tele možnosti tega, da boste co-hosti, pa bomo kar pač probavali, no, v bistvu. Bo vsako izmed vas tudi to naredil, ker se mi zdi najlažji, da ste dejansko tudi pač tisti, ki boste načrtovali te sobe, ne, oziroma pač tako, ne, da zdaj sam poslušate, pač da se to naredi, ker se zdaj najlažji, ne. Ok, zdaj mi imamo sicer na spletni strani, ki so neka navodila, še na intranetu, se tole osnovni napotki, če sam pogledam tole. Ok, ne, to je čisto preveč vsega. Čekajte, sam na tlele najdem, kaj imam mestna. Priročnik. Maša, vidiš? Jak zamujaš. Zdaj moram pa masko začeti. Daj, kaj zamujaš? Ali jo vidiš? Ja, vaju vidim, ja. Ne, da moram masko. Kaj sva skupaj? Aha, v redu. A lahko takoj eno vprašanje postavim? Ja, seveda, lahko kar, ja, pa bom kar. Se ne vem, kako nas, ja, smo sami. Zdaj gre za to, da medve z Mojco so mislili, da bomo dobili kakšne informacije v zvezi z RSK-jem. Ne, to ni, jaz nisem mislila. No, jaz sem pa mislila, ker me zanima, kako izgleda, ko se prijavijo iz domov na oziroma ne na Rastensko knjigo, na pravlično uro, recimo. Ok, Maša, zakaj si dobila občutek, da boš dobila to informacijo? Ker sem mislila, da se bomo na Zoomu srečali taki, ki to izvajamo in da nekdo že to izvaja in da bi mi povedal, kako to izgleda. Ok, pač navodi, mislim, če si prebrala opis delavnice, pač to ni pisalo, ne? Lahko pa pač seveda zastaviš vprašanje, pa smo ti probali že prej povedati, pa še zdaj bomo, ok? Ni pa to bilo temu namenjen, ampak vse. Zdaj bomo mi, se pravi, v bistvu spoznali malenkost eno tako, pač malo uporabe še tega Zooma in kako se spoprijeti z nekimi stvarmi oziroma nekimi pripomočki, ki jih Zoom omogoča. Kar se tiče pač teh stvari, se pravi ur, pravljic in podobno, RSK, in to zdaj, recimo za Bežigrad, pač kar smo že prej na sestanku, oziroma kar smo že prej na delavnici se pogovarjali, je tako. Za Bežigradom potekajo ure pravljic in so v bistvu pač povezane preprosto po tem principu, da se na spletni strani objavi povezavo Zoom in potem otroci oziroma pač starši pridejo in se pripoveduje pravljica, tako kot zdaj jaz recimo govorim, da se običajno se pravi tega, ki pripoveduje, se da na veliki zaslon in v bistvu otroci to spremljajo. Prav posebej nekih delitev zaslona ali pa tega ni. Pri RSK-ju pa jaz v bistvu vem točno to, kakor smo se prej pogovarjali, nič kaj dosti. Vem, da je na enem izmed preteklih delavnic uporabe Zooma tudi Veronika Vurnik-Škrabec spraševala o tem, pa potem ne vem, kaj so se dogovorili, pač kako točno izvajajo. Ni nekega posebnega pravila, glej, pač v bistvu gre za uporabo Zooma in potem, kolikor se pač znajdeš pri sami izvedbi, ne.
Jaz sem si sicer predstavljal, da bi lahko neka taka stvar potekala, tudi recimo Rasten s knjigo Ure pravljic, Cici uhec in podobno, da bi ta zadeva potekala precej po principu tega, kot potekajo vsa ta srečanja. Samo za verjetno je pač dobro, v Otonu Župančiču so ugotovili, da je to preveliko breme za informatorje oziroma za izvajalce, ne, RSK-ja, da bi se aktivno vklopili v Zoom in so očitno raj posneli zadevo. Je pa verjetno tudi na drugi strani, kako bi šola to sama zorganizirala. Ne, veš, bi v bistvu mi res se dogovorili za neko uro in potem bi dijaki in dijakinje se povezali preko Zooma, tako kot se v šolo in to sodelovali. Ne vem, jaz si predstavljam, da to bi bilo tehnično in v bistvu vse izvedljivo, ne vem pa, kako je to v praksi. Jaz si recimo naša Marjeta vztrajala, da imamo Rasten s knjigo preko Zooma. Ja. Ja, zdaj, jaz sem imela pomisleke, mislim, je to zanimivo še za koga ali samo zame, da ne bom težila rok. Ja, ne, glej, jaz sem že takrat v bistvu Veroniko pravzaprav naslovil na to delovno skupino, ki se ukvarja pač z RSK-jem, ker se meni zdi, da je, mislim, a veš, meni se v osnovi, tudi takrat smo se pač na tej isti delavnici sva se z Veroniko malo, kar v resnici povedan, pač kar zapela, no, ker se mi zdi, da je pač to vseeno, veš, stvar, ki jo je lažje, da jo vi med sabo, ki to izvajate, uskladite, pa se potem, ne vem, naslovi na nekoga, da bodi si name ali pa pač na nekoga, kako bi se to dal čim lažje izvesti, ne. Jaz sem postavila zahtevo od svoje vodje, da to izvedem. Ker sem malo konzultirala šole, ki jih pač spremljam, so v glavnem vse odklonile. Profesorjev, ne strani dijakov. Zaradi tega, ker so rekli, že za pouk jih imamo problem dobiti. Kaj šele... Verjamem, seveda. Ne verjamem, če bi se to sploh išlo, da ne rečem, da je ta pogoj postavljen, ker zdaj hodijo en teden ja, en teden ne. Zagotovo, mislim, glej, to je pač realno, če smo iskreni, je to ena stvar, ki je na še dodatnem listu življenjsko pomembnih situacij za šolarje ta trenutek, ne, mislim, če smo čisto iskreni. Čisto pomirjeno. Ja, ne, tako da, mislim, jaz verjamem, a veš, je pa res, da v bistvu na koncu tudi, je pa ta stvar zagotovo povezana s tem, kako bi se to iz šolo dogovorili, ne. Ker morajo biti in šola in dijaki tu pripravljeni na neke kombinacije. Ja, hvala. A veš, in hkrati tudi zdaj, pač to bi res pomenilo, da se tudi dijakom umesti v tisto šolsko obveznost eno tako uro, ne, in se to uskladiti. A veš, je pa res, da, mislim, izvedba bi pa v resnici v bistvu lahko potekala podobno, kot se izvaja z opiskom v šoli. Torej, takrat si mora eno izmed vas vzeti čas, tudi dijaki si ga morajo, zdaj bodi si, če je stvar predvajana preko PowerPoint ali kakorkoli se to vse da tudi tukaj. Pač, mislim, ni nemogoče, ne, je pa pač seveda malo več inputa in vsega, ampak se mi zdi pa, da je mogoče pač tudi na dolgi rok, ok, sej šolsko leto se bo počasi zaključilo, kolikor se bo, in držimo pesti, da bo pač naslednje šolsko leto tako, kot je bilo, ne, klasična zadeva in se ne bomo rabili s tem ukvarjati. Ok, zdaj bi pa jaz vseeno, pač na spletni strani oziroma na intranetu imate pač navodila, kako, oziroma se so tudi tukaj, ko je poslala Mateja navodila za uporabo Zooma. Jaz bom čisto mogoče na hiter predstavil samo da jaz pridem do njih, ena navodila, ki so se meni zdela precej praktična, čistko za, zdaj jih pa ni več, ok, čekajte, če tu ima, ne, ni. Ne, ta navodila so.
Ja, ta navodila so dala. No, glavno, sej pač je cel kup teh v bistvu navodil sele na spletni, na intranetu. Mogoče vam sam pokažem takole. Torej, v bistvu so na tem linku, ki je bila danes tudi, ki je bila informacija o tem izobraževanju, je potem spodaj en link, snem, ali sem ga, je bil pravila uporabe, se pravi, ki pa je bilo to? Zoom. Je to? Tukaj le spodaj, vidite, na intranetu, pač natančnejša navodila za uporabo Zoom so zbrana na tem mestu. Če se tu klikne, vam potem odpre, evo tole. Postopek izdelave izpisa prisotnih, se pravi za poročila, in pa seznam povezav do pisnih in video navodil za uporabo Zoom. To je pa potem se odpre Wordov dokument, kjer so zbrana pač trenutno navodila za Zoom, ki smo jih mi našli. Tako da, če bo še kakšna taka stvar, se lahko v bistvu na to tudi obrnete oziroma jih pobrskate. Kaj pa bi jaz res mogoče zdaj si želel je to, da vam bom jaz kar vsem dal pooblastila za, da boste co-hosti. Takole, pa takole. Dobro, zdaj če si odprete spodaj v tejle opravilni vrstici, ki je pač na spodnjem delu, imate na tele ikonce mute, pa video, pa security. Ja. Odkašli se, Rok. Zdaj smo ga pa zgubili. Glasno je odkašla. Ok. Sem se dal na tiho, da pa ne bom na ušesa. Ok, se pravi, tele ikonce imate spodaj, mute, pa video, security, če greste z miško dol, participants, pools, potem je pa še share screen, pa tako naprej. Zdaj, kaj so stvari, ki v bistvu so pač pomembne? Zdaj pri temu, če kliknete na to ikonco mute, tukaj si v bistvu, če kliknete gor, se pač mutate oziroma zaprete si možnost komunikacije, da bi vas slišali. Če kliknete mute, se bo, jaz sem zdaj pritisnil mute, se mi bo tudi v kvadratku tu, kjer jaz govorim zraven imena, en tak simbol, da imam zaprt mikrofon. Ja, shit. Ja, jaz sem to tudi klikala in tako in se ne slišala. Zdaj pa tih. Če recimo prisostvujete nekemu sestanku, kjer boste mogoče tu pa tam kakšno stvar povedali, da ne rabite biti stalno ozvočeni, ste lahko ves čas na mute, in potem, ko želite priti k besedi, pritisnete samo tipko space, torej ta dolgo tipko na tipkovnici in za kratek čas v bistvu, pač ko govorite in ko nehate govoriti, sam spustite. Pa je, to je za mogoče rekel tako repliko ali pa vse. Pri videu je podobno, pač v bistvu sklopite kamero ali pa vklopite. Ok, kaj so pa tiste stvari, ki so recimo pač pomembne? Zdaj, če pritisnete, oziroma če greste z miško na tole polje, kjer je security, pa kar kliknete gore. Zdaj, ker sem jaz vam dal pooblastila, da ste co-host, pomeni, da imate v resnici v bistvu podobna pooblastila, kot jih imam jaz, ki sem organizator tega srečanja. Zato je fino, da Zoom omogoča pač neko to možnost, da je nekdo organizator srečanja, torej srečanje samo začne.
lahko pa dodeli neke privilegije tega, da mu pri zadevah nekdo pomaga. Torej, da je, ne vem, en co-host ali 2 ali 3 organizatorji dogodka. Če imamo, na primer, mi v nekem Zoom srečanju 100 ali več ljudi, te pa treba nekaj koordinirati pa gledati, če so vsi v bistvu recimo utišani, bodisi če je zahteva, da imajo vklopljeno kamero in ljudje sklapljajo kamero, da se jih opominja in podobno. Ta pač pomagajo pri izvedbi dogodka, zato pač tudi pridobijo večino pravic, ki jih ima sam host oziroma gostitelj dogodka. Če vi, na primer, kliknete zdaj tu na ta security, se vam je pač pokazalo neko nabor možnosti, ki so. Torej, lahko zaklenete srečanje. Če bi jaz dal zdaj tole, lahko tudi kdo od vas klikne to, da se v bistvu kljukica pokaže. Pa kar probavite. Stvar se ne bo nič vidno spremenila, samo v nastavitvah. Torej, recimo log meeting je ena zadeva, ki je taka. Vi imate lahko srečanje preko Zooma, pa boste rekli takole, že mogoče v štartu poveste, da bomo prvih 10 ali 15 minut pustili srečanje odprto, po 15 minutah se vrata zaprejo in vstop na dogodek ni več mogoč. To je za kakšne delavnice fina stvar in ne, da potem imaš ti neke ljudi, ki prihajajo noter pa ven, pa so padalci, pa niso. To je že v bistvu pri klasičnih dogodkih, v živo je v bistvu neprijetno, kad ti nekdo pač uletava, pa reče, joj, sem zamudil, pa tako. Ja, lahko jim uteče, sploh za zadevo, ki je bolj zaprtega tipa. Lahko, recimo, pač dobro, zdaj, če je kljukica, pomeni, da ta stvar velja. Torej, zdaj je log meeting, smo ga zaklenili. Isto je, lepo, mi na primer zapremo tule enable waiting room. Mi v bistvu, ko ste se vi prijavljali, ste bili v čakalnici in jaz pač je v bistvu tako čakalnica, kjer se vi zberate in potem se hkrati vse naenkrat noter pospremi. Lahko pa vi ob začetku dogodka, ko dogodek že nekaj časa poteka, pa rečete, da boste onemogočili to čakalnico, potem bodo pa ljudje, recimo, pa če dogodka niste zaprli, bodo pač hodili noter, pa vi ne boste imeli več dela s tem, da pač potrjujete ljudi, da pridajo v čakalnico ali ne. Ok, čakalnica je omogočena in naprej je pa tako, da mi v bistvu dovolimo vsem participantom, da delijo zaslon, da komunicirajo, da se preimenujejo oziroma da se unmutajo. Torej pomeni, da jaz se recimo zdaj, jaz bom na primer Mojco pa Mašo zdaj bom pritisnil, da gresta na mute in zdaj tako, pač vi dve imata dovoljenje, da se spet nazaj priglasita, dajta pač spet se vklopiti. Nista se še. Tam spodaj na mikrofonček. Mikrofonček? Evo, tako. Evo, pa sta. Jaz pa na kljukico odprte. Ja, no, se pravi, zdaj sta se vidve v bistvu priglasili nazaj. Lahko pa, če pa bi bila tu kljukica, recimo pač pri security, da ne dovolimo, pa pomeni, da se ne morata. Pač ko vama bom jaz dal dovoljenje, pa se lahko. Do takrat sta pač na tiho. No, to je recimo pač ena taka stvar. Jaz običajno, ko vodim dogodke, ko peljem dogodke, je praviloma tako, da jaz pač v bistvu onemogočam ljudem, da bi se priglasili. Zaradi tega, ker je potem to, ne vem, ko imaš 100 ali pa 120 ljudi v dogodku, je to pač že, če so 4 preveč, ko imajo neke šume iz ozadja, je to kar naenkrat lahko precej neprijetno za predavatelja, za nekoga, ki govori. To. Potem, če kliknete tole ikonco participants, pa jo kar pritisnete, zdaj tu se vam je pa pojavila na desni strani ena pasica,
kjer pa smo v bistvu, kjer imate zdaj tole beležko o tem, kdo je udeležen v samo srečanje. No, zdaj bom pa recimo jaz takole naredil, bom dal takole, Eti bom vzel, Eti bom vzel pravico do tega, da je co-host in bom prosil Mirota, da Miro, ti zdaj si co-host in dodaj Eto za co-hosta. Kaj gre na security page? Kako bih imel? Zbereš. Miro pa glas ide, ja. Zdaj si, zdaj bom jaz samo Mojco pa Mašo bom dal malo na tiho, da bova samo midva govorila. Miro, ti si dal participants, si kliknil. Jaz vidim samo remove participant pa suspend participant activity. Okay. Sam te dve opcije jaz vidim. Čakaj, ti imaš tu. Aha, ti v bistvu kar pritisn na participants, kar na ikonco, ne na uno puščico zraven, ampak kar na celo ikonco pritisn. Ja, razumem. Da se ti je odprla pasica, ne? Ja. No in zdaj imaš tu nanizano, kdo vse smo vključeni v to srečanje. Ja. In zdaj se postavi z miško na Eto. Ja. In imaš zraven ikonco mute pa more. Ja. Ja. No, klikni more. Pa dodej Eto za co-hosta. Prav s tem nazivom je kakšna funkcija? Ja, make co-host. A ti dovoli? Ne, te opcije ne vidim. Ok, dobro. Glej, potem bom pa jaz, se pravi, tebe dal za make a host. Zdaj si ti host tega srečanja, torej jaz sem vse svoje pravice dal tebi in zdaj pa pejt ti na Eto, pa boš dobil tam more, pa ti bo pisalo, da jo dodaš za make a co-host. Ja, to pa zdaj vidim. No, evo in klikni. Še enkrat me vpraša, če res? Da. No in zdaj se je v participants Marjetica Škrlec je v oklepaju napisalo, da je co-host. Ja. No, zdaj pa recimo, zdaj pa ti Miro dodaj, zdaj pa pejt recimo k Mojci, pa Mojco dodaj za hosta dogodka. Make host. Evo, Mojca, zdaj si ti postala host tega srečanja, kar pomeni, da imaš, pač vidve z Mašo imata v bistvu največ možnih pravic v tem srečanju. Zdaj pa pejt ti v tej pasici, kjer so participants, pa recimo pejt name, na MKL izobraževanja z miško, pa bo na levi strani bo mute, na desni strani bo pa more. Pa pejta tja in pritisnita make a host. Evo, no, zdaj vam pa jaz dam ask to unmute. Vidve sta sicer še vedno na tiho, ker sem jo jaz prej dal, no in zdaj sta zopet mene v bistvu dali za hosta. Podobno v bistvu potem recimo, če bi bili vi dve gostiteljici, bi naprimer nekoga dali potem, tam je bilo zdaj make a host oziroma make a co-host, torej dodata pač privilegije. Zdaj bom pa jaz dodal še tole pravico make a host Eti. Evo, Marjeta, zdaj si pa ti dobila pravico do tega, da si host, pa isto nared, pač pejt na ime, naprimer, ne vem, lahko tudi moje, pa boš videla na more, pa boš videla, kaj ti vse dopušča tam. Make a co-host, make a host in tako, ne? Ja, ok, kaj te dam za hosta? Daj me za hosta nazaj, ja. Ok, dobro, jaz bom zdaj spet nazaj sicer vas vse dal za co-hoste, čistko za boljši občutek. Ok. No, to so spet v bistvu pač te pravice, kako se jih razdeljuje. Zakaj je to včasih fino? Recimo, lahko bi se vam zgodilo, da
Jaz bom govoril bolj iz te svoje prakse, ki jo imam, kar se tiče izobraževanj, pa prireditev, pa tako, mogoče več tega, kar se tiče dela z uporabniki ali pa zunanjimi izvajalci. Včasih je recimo, zakaj to fino, da se to prenese pravice co-hosta ali hosta, zato ker recimo dogodek ali srečanje lahko začne samo host in host ga lahko konča. Imamo pa naprimer kakšno vsebino tako, kjer mi lahko, recimo imamo pač račun, Mestna knjižnica Ljubljana je gostitelj nekega srečanja, ampak srečanje pa izvaja nekdo drug. In mi bomo recimo to osebo povabili v Zoom, tega predavatelja, in on bo vodil delavnico. In zdaj v resnici v bistvu meni, naprimer, ni zdaj treba biti ves čas zdraven, iskreno, ne? Lahko sem, ni pa nujno. Sploh, če gre za delavnico nekega zelo zaprtega tipa, da imamo, ne vem, 4-5 udeležencev, ki se med sabo poznajo in bodo 2 uri debatirali o nečem. Zdaj, pač ja, jaz sem lahko zdraven, v resnici pa v bistvu počnemo vmes kaj drugega. In v tem primeru, da jaz lahko prenesem pravico hosta na tega izvajalca in jaz se izklopim iz samega dogajanja in potem izvajalec zaključi to srečanje v mojem imenu in je to. Zato je recimo pač fino, ne, predati neka ta pooblastila oziroma pravice za to. In še v bistvu zato, pač ok, host je itak pač tisti, ki začne gosti in ima vso pravico. Pri tem, da dodelite nekoga za co-hosta, je včasih fino, zato, da mu, če je nekdo co-host, mu date več pravic. Ne? Recimo, ne rabi dodatne pravice, da lahko deli zaslon ali pa da se ozvoči nazaj. Pač lažje je funkcionirati. No, ok, zdaj naslednja ena taka stvar, če jo boste spodaj videli, so Puls. Puls, to so v bistvu tako ali vprašanja oziroma ankete. To je stvar, ki jo je treba že vnaprej narediti, je pa opcija tudi tu. Ne? Naprimer, to je treba pač te Puls oziroma gre za to, da težko, tukaj vam zdaj ne morem, lahko recimo pač damo, ne vem, ne morem. Kaj stvar omogoča? Stvar omogoča preprosto, da mi bomo rekli, ne vem, imamo sestanek in po sestanku, oziroma že čas trajanja sestanka, bomo imeli, ne vem, nek kviz, ali pa v bistvu vprašanja, ali pa v končni fazi glasovanje za nekaj. Pa jaz že vnaprej pripravim nabor 10 vprašanj, pa predvidene odgovore, in potem v bistvu vi glasujete. In jaz bom zdaj pač rekel, naprimer, gremo v Puls, bi se vam odprla ikonca, dobili vprašanje in potem boste glasovali. Odgovor A, B, C, D. To je treba vse sicer že vnaprej pripraviti, ko se načrtuje dogodek sam. Tako da pač ta opcija je, ne moramo jo pa zdaj dejansko v živo izvesti. Kaj pa še v bistvu naslednja stvar, ki je zelo fina, je pa to, da lahko delimo zaslon. Zdaj to ste že pač tekom tega, že prejšnjega, pa zdaj tega srečanja večkrat videli, ko sem jaz kakšno stvar podelil. Zdaj bi pa to naredili še vi. Torej, vsi imate pravico do tega, ker ste co-hosti, pravico do tega, da delite svoj zaslon. Pa gre mogoče Eta najprej zdaj ti. Klikam, ne vem, odpri si recimo na računalniku, ne vem, ali neko stvar na spletni strani ali kakšno Excelovo tabelo, pač neki, no, kar boš podelila z nami, pa da ni zdaj zelo ključnega pomena. Neko stvar si recimo pač odpreš, to, da imaš zavihek, no zdaj pa klikam tu share screen, ker pač ikonco celo poklikaš. No, in kaj se ti je naredil? Ja. Pač to, kar si imel naložen, se kaže, ne? Ok.
Moraš vse prej pripraviti, ne, si že. Ja, to si moraš pripraviti, ampak zdaj imaš ti pač odprlo se ti eno okenco, ker te verjetno vpraša, kaj bi poželela podeliti, ne? Ja, no in zdaj ti izbereš tisto stvar, poklikan, tisto stvar, ki jo želiš deliti z nami in spodaj pritisneš v gumbku share. Čakaj, jaz sem zdaj... Vi zdaj še nič ne vidite, ne? Ne, nič ne vidimo, Jaz ne? nekaj prej klikala, čak moram to zapreti, pa bom še enkrat, veš, da bom že tako, kaj praviš. Okay. Vidim tle sam tebe. Aha, zdaj grem od začetka. Okay. Share screen. Ja. Potem mi reče, v bistvu sam prav na ikonco ali na tisto klub? Prav na ikonco klikam, kar na ikonco. Aha, in zdaj mi pokaže moje namizje oziroma moje... Ja, no in zdaj ti izber pač tisto stvar, ki bi jo podelila z nami. Ok, pa share. Pa share, tako. Tole. No in evo, mi smo zdaj v bistvu vsi ostali, smo dobili, a ne, smo dobili pač deljenje PDF formata voznega reda za Zadobrovo. Tako. Ja, no in na ta način v bistvu bi recimo zdaj, če bi se navezal na Mojco in na Mašo oziroma na Mašo, recimo Maša na tak način, če bi imela ti PowerPoint projekcijo za Rastem s knjigo, bi v bistvu lahko pač podelila PowerPoint in govorila zraven in bi recimo pač naprimer dijaki in dijakinje sledili. Pač to je ena od možnosti, ne? Lahko vektorji deliš? Lahko, mislim, da zmanjšaš tole, pa še eno daš zraven, recimo 2 dokumenta? Ne, to pa ne moraš. Dobro. Je pa samo ta, ja. Ok, no, zdaj, čakaj, share screen, ja. Imate pa, zdaj recimo, eta pa še to probiva. Ti pritisn, pravi, spet si odpri neko zadevo, recimo lahko to isto, ne? Pa dej share screen. Pritisn in potem imaš gor 3 zavihke, poleg te, ki se ti je odprla ikonca, imaš 3 zavihke. Na vrhu gor je Basic, pa Advanced, pa Files. Ja. Vidiš, no, pa dej klikan Advanced. Aha. Ja, pa zdaj share. No, in zdaj pa izberi portion of screen, se pravi ta drugo opcijo. Ja. Pa klikam to, pa dej share. Ok, no, zdaj se je pa tebi pokazal v bistvu samo en delček tvojega namizja. In ti pa zdaj z miško, ja vidiš, ti zdaj miško premikaš, ti si v bistvu zdaj in zdaj z miško klikam, tako kot da bi želela nekaj označiti. Klikam z miško pa potegn. Ja. Evo tako, ja. No in spust. In ti v bistvu nam zdaj kažeš samo en del zaslona. Ja. To je naprimer, ne vem, pač če bi preko si vprašala, če je opcija, da deliš nekaj. V bistvu možnost je ta, da se deli samo en specifičen mali del zaslona. No ja, evo. Zdaj nam deliš v bistvu samo eno malo informacijo o tem voznem redu. Ja, ok. Tako. Ja. Dobro. Dobro. No, zdaj pa kar zapri tale. Aha. Dobro. Ker gor čist na vrh greš te projekcije, pa imaš čist na vrhu gor greš z miško, pa ti bo napisal stop share screening. Tak rdeč gumbek je. Ja, stop share, ja. Ja. Evo, tako, pa smo nazaj. No, Mojca pa Maša bosta zdaj vi dve probali. Pa mogoče si glas si dejta, ker sta še vedno na tiho. Ok, mava. Ok, krasno. No, pritisnata share screen. Ja, to mava. Ok, se vam je odprla pač neka ikonca, nekaj pač, da boste zbrali in zberata, kaj želita podeliti. Ja, kako ne podelite? In potem imate od spodaj gumb share. Evo.
In mi zdaj dobimo, delita nama tale mail, ko ga je poslala Mateja Lesar v okviru učnega centra za izobraževanje. No in na tak način recimo pač podelimo zaslon. Vidimo se v bistvu tu v desnem, jaz vas vidim vse v desnem delu, v teh kvadratkih, tako da smo še vedno pač prisotni, ne? Te, ki smo udeleženi v samo izobraževanje. No, če kliknete z miško čist gor na vrhu na namizju, ima ta gumb stop share, ne? In evo, in smo nazaj. Dajte mogoče še enkrat pritisniti share screen. Ja. Pa imate zdaj tako, gor so trije zavihki, basic pa advanced pa to. No in tam imate pa v bistvu še te dodatne možnosti. Torej, za basic je v bistvu, da delita samo zaslon, za advanced je, da delita recimo samo en del zaslona ali pa da delita glasbo, ki se predvaja na zvoku, na računalniku, to je tudi možnost, da imamo na primer neko glasbo v ozadju. Ali pa da se deli fajle oziroma neke dokumente preko Dropboxa, raznih oblakov in podobno. To se zelo redko uporablja, ampak ok. Je pa tudi ta možnost. Miro, boš tudi ti probal to? Sicer midva mislim, da sva to že, ampak se vseeno lahko, ne? Se pravi, najprej tole, potem tole, da vidimo, če tole funkcionira. Vidiš, kaj sem zdaj naredil, ne? Najprej sem vse vas utišal, ne? Tako da mi zdaj ne boste tle skakali not. Zdaj pa share screen je pa tole, ne? Evo. Takle, se pravi, vse sem vas utišal, tako da me zdaj ne morate nič motiti, kar želim jaz povedati. Tu sem vam pa zdaj prikazal dnevnik gradiva v razvozu za vsak dan. Vidimo, da smo prejšnji teden imeli v knjižnici več kot 1000 enot gradiva, vrnenega iz drugih enot, ker smo grozili, da bomo začeli zaračunavati zamudnino in so ljudje vračali na veliko. Ta teden, ki je pa zelen, oziroma prejšnji teden, ki je menil, pa vidite, se je stvar umirila. Vredo, ne? Tole pa zdaj končam z you are sharing, stop share. Stop share. Pa da vidimo participants. Mute all. Koliko vas unmutam? Ti si se že sam? Ja, sami se moramo. Sami, ker imate to pravico. Ja, ok. Ok, no to je ena, pač zdaj smo predelali to zadevo, kako se recimo deli zaslon. Zdaj, kaj še? Ja, mogoče pač, če zdaj tole, kar je Miro naredil, da vam mogoče še na to upozorim, kar je fino. Ja, če greste na to, če greste dve ikonci nazaj, torej na participants, kjer imamo člane, se vam odpre spet ta pasica, kjer smo vsi in spodaj imate, čist spodaj, so zdaj takele ikonce. Yes, no, go slower, go faster. To so ikonce, s katerimi mi lahko neverbalno sporočamo nekaj v sam dogodek. Recimo, če bomo, ne vem, rekli, bi zdaj mi imeli, to sem jaz tudi včasih delal, če sem imel več udeležencev neke delavnice, pa smo rekli, ne vem, naredimo pauzo čez 10 minut, pa so ljudje dali yes, zeleno tole kljukico in je bila stvar rešena. Je pač to. No, pač da jo ne želimo. Go slower, go faster je, ne vem, pač da ja, lahko pospešiš, lahko pač, ali pa mogoče malo počasneje, ko nekaj razlagaš. Clear all, da se vse v bistvu zbriše. No in spodaj je tole, kar je Miro pritisnil, je mute all. Torej, to je fino, če naprimer, fajn je zdaj, če se ljudje, če v bistvu imamo neko debato in potem ta debata tako kot v živi situaciji zna malo eskalirati, ne? In zdaj pač v živi situaciji je precej težji pač ljudje dati na tiho, ne, tu pa pač je samo bum, pa je stvar zaključena. In pač ja, v bistvu na en način zresetiraš pač neko dogajanje, ne. To kar prav pride.
No to, se pravi participants, ok. Zdaj pa bomo šli mi še na tole breakout rooms. To pa, a vi to ikonco imate, breakout rooms? Imate, ne? Ja, ok. Jaz vam bom, zdaj v bistvu to ikonco boste dobili na podlagi tega, ko vam bom jaz vam bom spet dal pravico za... Ja, dobili jo boste, ko vam bom zopet dal pravico za to, da ste host dogodka. Pa čakajte samo toliko, da grem jaz, ok, tole. Takole. Zdaj bomo pa vsi host dobili. To me srečo. Vse je zanimivo, ne? Kaj veš, še sem... Dobro, ja, ok. To v bistvu vodi. A kako vam, vedete, samo na drugih, kako ste organizirati, kako ste ta računati? Račun je pa na internetu. Ja, se vem, navodila si. Ok. Če kjer od najokužen, da so ozihrali. Ampak nisem, jaz sem skozi to malo našla. Smo skozi v službi. Ok, jaz sem vas zdaj razdelil v sobe in morate potrditi, da greste. Ste dobili kakšno informacijo, podatek o tem? Join. Ja, join. Ok, zdaj sem, evo, mi smo zdaj v sobi, pač v sobi 1 in smo samo mi, ne, pač jaz pa vidve. Torej, v bistvu izvzeti sta bili iz une sobe v eno posebno. V drugi sobi, pač ustvaril sem 2 sobi, v drugi sobi sta pa Eta pa Miro. In zdaj imate v bistvu pač tu, in jaz lahko pač prehajam iz ene sobe v drugo. Ne? Jaz lahko zdaj rečem, da bom pač zapustil to sobo in se potem pač vrnemo nazaj. End meeting for all, leave meeting, leave breakout room. Ok. Ok, evo, zdaj sem pa prišel sem. No, zdaj tebe sem dal pa v drugo sobo in ti si bila zdaj sama, pa si čakala, ne? Sem te pa, in zdaj sem v bistvu jaz tebe prišel pogledat, kot, pač zdaj, če bi nas bilo več, bi bila ti združena še z nekom in jaz sem se v bistvu kot kreator in kot administrator prišel vklopiti v to sobo, lahko pa tudi odidem, ne? Na tak način sem te v bistvu dal pač ločil, oziroma tako. No? Zdaj bom pa jaz zapustil to sobo in se bomo spet nazaj dobili v osnovni sobi. Leave breakout. Close all rooms. A ne, pa nič. You are muted, še ne, čak ne vse v redu, ali ni v redu. Ni v redu. Mikrofon, zdaj se sliši. Ok, pa smo nazaj. Mirota smo nekje zgubili, ne vem.
Obljubam, da ni vstal v eni izmed sob, ki sem jo zaklenil. Čakaj. Ok, kaj zdaj bom pa jaz recimo pač Eta tebi dal možnost hosta. Yes. Dobro. In zdaj si ti dobila tamle eno ikonco, Zoom meeting. Ne. Ja, ti si dobila eno ikonco, ki imaš breakout rooms. Zdaj bi bilo čuden, ker jaz nimam, ampak logično, ker jo imaš ti. No, in če jo klikneš, zvok si mogoče daj še, da če bo karkoli, da te slišam. Ja. Okay. No, klikn breakout rooms. Ja. In te najprej vpraša v bistvu, kaj želiš, ne? Ja. Koliko sob bi rada naredila? Ja, ne vem, dajmo 2, no, ali pa 3. Ja, pač 2 nared, ja, 2, zaradi tega, ker je v bistvu tako. Če imaš ti recimo samo 2 participanta, pač ne moreš delati sobo, ker je to že pač ena soba, ne? Zdaj, glede na to, da imaš 3, da smo pač mi 3, boš v bistvu naredila 2 sobi in jo skreirala, torej pač naredi 2 sobi in pritisnem, da jo pač skreiraš. Meni se je tle pokazal, kot da 2 sobi. Še odprej, jaz nisem nič še sama naredila. Imam pa napisan soba 1 Mojca, pa soba 2 jaz. Aha, ok. Čakaj. Zdaj moraš pa... Recreate najprej. Ja, recreate. Seveda. Ok. No. Recreate. Skozi mi jih kaže, veš. Kaj mi še naredim? Še zmeri mi jih kaže, ne? Zdaj si pa v eni si ti, eni pa Mojca, mene ni. Ja, ok, to je pa v redu, zaradi tega, ker ti si zdaj host, ne? Aha, ok. Veš, in v bistvu boš tako, mene boš dala v eno sobo, Mojco boš dala v drugo sobo, ti si pa v bistvu host. In potem ti boš pa pač prešla v najino, pač ti boš pa prišla bodi si k Mojci, bodi si k meni, tako kot sem jaz k vam prišel, ne? In torej, pač v eni sobi je Mojca, v drugi sobi sem jaz in evo, ti si zdaj že nas povabila v sobe, kjer se nam je izpisali, da se želimo pač v bistvu udeležiti. Ti boš v sobo, Eta, prišla tako, da boš zopet klikala na breakout rooms in te bo vprašalo, v katero sobo želiš. In tam pritisnem join potem. Boš videla. Jaz tudi zdaj grem v tisto sobo in ti pa pač prid k meni oziroma prid k njima, da boš videla, kako to gre. Aha, Evo. se pravi, tam se sploh ni treba nič odjaviti, sam greš join. Ne, samo join, ja. Tako, kar letiš, veš, kaj v pravljici. Ja, a veš, ja, to je fino, zaradi tega, ker včasih, a veš, ti lahko imaš neko delavnico in daš, naprimer, tako kot skupinsko delo in potem v bistvu ti kot vodja delavnice hodiš od skupine do skupine, vprašaš, kje so, daš dodatna navodila, pobereš neke stvari ali kakorkoli in je fino. Lahko jih daš pa tudi v bistvu, jaz dostikrat, če imamo kakšno izobraževanje, jih razdelim v sobe in za 10-15 minut dam kakšno nalogo in imam v bistvu jaz takrat tudi tisti čas, da kaj vnaprej pripravim ali kakorkoli. Jih sam razdeli ali jih ti določiš, kdo bo kaj? Lahko, ja, zdaj, ker nas je toliko malo, je pač nimaš izbere, jaz ena in to. Lahko imaš pa tako, ali jih ti določaš ali pa se sami. Pol te vprašam. Ja, dve možnosti. To bom pol že videla, če nadaljujem. Ja. No, zdaj pa, če bo šla ti z miško čist spodaj na desen kot, kjer ti pa piše, da imaš 3 možnosti. In zdaj imaš tako, eno, da zapustiš, eno je pa, da v bistvu končaš. Če boš zapustila samo mojo sobo in boš šla lahko v sobo od unih 2. Ja.
Če boš napisala, pač če boš pritisnila na ta zgornjo, da končaš z vsem, se bomo vsi skupaj vrnili v začetno srečanje. Jaz imam sicer samo eno, veš, samo leave room imam. Ok, tudi jaz imam sicer to. No, pa dej leave room, sej. Zdaj pa imam 3, evo. Aha, no, evo, ja. Se pravi, end meeting for all, moram dati, če hočem, da vsi se vrnemo. Ja, to se bomo vsi vrnili tja. Okay.